Prijazno vas pozdravljamo, dragi gledalci, spoštovane gledalke, ob ogledu torkovega VTV magazina. Preverimo najprej napovednik in vabljeni v našo družbo. Župan občine Mozirje Ivan Suhovršnik nam je predstavil osnutek proračuna za prihodnje leto ter ostale aktualne zadeve. Občinski svet občine Mozirje je sprejel odlok o proračunu občine Mozirje za prihodnje leto v prvi obravnavi. Dali so ga v 30-dnevno javno razpravo do 7. decembra. Vsako leto mi sprejmemo proračun predhodno za naslednjo leto, tako tudi v letošnjem letu. Po novem mora biti ta proračun nekako dan v pregled vsem občanom, pa seveda tu zlasti tudi svetnikom, in v roku enega meseca bodo mogoče prišle še kakšne pobude oziroma kakšni predlogi. V načrtu pa je, da bi pred Božičem, če se ne motim, to je 17. decembra, sprejeli proračun za leto 2025. Ta proračun seveda v prvi vrsti poskrbi za to, kar je najbolj občina zadolžena, se pravi, tukaj so zavodi, šola, vrtec, knjižnica Mozirje, zdravstveni dom Nazarje in pa seveda tudi zdravstveno postaje tukaj v Mozirju. Potem vzdrževanje cest, toliko in toliko društev imamo, no denarja ostane pač kolikor ostane za investicije. In te investicije so predvsem vezane na porabo sredstev iz rednega programa po poplavah 4. avgusta oziroma neurij iz leta 2023. Načrtovani projekti so vezani predvsem na ceste in sanacijo plazov. V načrtu pa so še druge investicije. Tudi pri kulturnem domu naj se bi nekaj dogajalo, namreč tudi kulturni dom oziroma knjižnica je bila takrat poplavljena. Projektov imamo kar nekaj že pripravljenih, ki so dani v recenzijo državni pisarni. Res pa je, da tukaj pa se nekako zadeve zaustavljajo oziroma pravijo, da je te recenzistov premalo. Če pa kaj dobimo, pa je toliko in toliko potrebnih raznih dopolnil. No, kakorkoli že, mi želimo, da bi preko zime dobili kar nekaj sklepov oziroma pogodb in bi v pomladnih mesecih prihodnjo leto na veliko začeli tudi z deli popoplavnih projektov, ki so bili pripravljeni v letošnjem letu. Tako kot v ostalih občinah, ki so jih prizadele lanskoletne ujme, si tudi v Mozirju želijo, da bi popoplavna sanacija potekala hitreje. Po besedah župana so velika težava predvsem pogodbe. Namreč, ko se pripravi projektne dokumentacije, gre v to pisarno v Belo Ljubljano in tukaj recenzisti to pregledujejo in navadno je potrebnih veliko dopolnil, vse skupaj pa poteka prepočasi, zlasti v navezave tudi z popravili projektantov in pa s to recenzijo. In zaradi tega prihaja do velikih zamikov, se pravi, zadeve so končane. Mi imamo tak primer tukaj na Lepi Nivi, kjer zaključujemo 2 velika projekta, obnove in spodnje in zgornje ceste, pa še tudi ostalih projektov. Žal pa sredstva verjetno ne bodo sproščena v letošnjem letu. Je pa nerodnost, ker izvajalci pa seveda pritiskajo na občino, čeprav nekako vedo, da so vezani na državni proračun. Občina Mozirje je objavila dopolnjen osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko pozidavo nad šolo Mozirju. Pripravili so ga predvsem z namenom zagotovitve nadomestitvenih stanovanjskih objektov za prizadete v poplavah avgusta lani. V občini Mozirje je za rušenje predvidenih 6 objektov. Ti ljudje
so v tem času, mislim, da že dobili kar vsi tudi sklepe in pa cenitve. In odločajo se nekateri za nakup stanovanj, nekateri za parcele tukaj v Ljubiji. Občina Mozirje pa je nekako zagotavlja, da bi zagotovila približno 9 parcel na Brcih, kjer bo sprejet ta podroben občinski prostorski načrt in bo zagotovljeno prav za te poplavljence. Res pa je, da ti domači so že nekako poskrbeli za to, se pravi, da bodo drugje si pridobili te parcele. Te parcele na Brcih pa bodo namenjene poplavljencem zlasti iz občin, sosednjih občin. Občina Mozirje je objavila tudi javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb za upravljanje turistično-informacijskega centra v Mozirju. V Mozirju smo pred leti odprli pri križišču, pri avtobusni postaji majhno stavbo, kjer domuje TIC, in takrat smo imeli razpis. Na razpisu smo izbrali potem zavod iz Braslovč, ki je do zdaj, v letošnjem letu še bo, vodil ta TIC. Pogodba poteče in ponovno smo razpisali za ponudnike, da upravljajo s tem TIC-om. Namreč v načrtu imamo, da bi vendarle ta TIC mogoče bil še malo bolj aktiven, zlasti v povezavi tudi z našim večnamenskim prostorom, se pravi športno dvorano in pa tudi kulturnim domom. Rok za oddajo ponudb je bil do 25. novembra in po besedah župana se je prijavilo kar nekaj interesentov. Občina Rogaška Slatina je maja letos dobila novo turistično atrakcijo Stolp Kristal. V preteklih dneh so našteli že 60.000 obiskovalca. Stolp Kristal, visok 106 metrov, ponuja vrsto zanimivosti in razborljivih doživetij. Ob našem obisku nam je župan občine Rogaška Slatina magister Branko Kidrič povedal, kako se je začela pisati njegova zgodba. Idejo smo našli pred približno 6-7 leti, ko smo naredili analizo turistične destinacije in gotovili, da za povečan prihod gostov rabimo nekaj novega, nekaj atraktivnega, in v 6 letih smo torej realizirali idejo o razglednem stolpu, in sicer v centru mesta. Namreč nismo želeli nikogar kopirati v naši državi, kar je to sedaj unikum. Po vrhu hriba že imamo veliko teh stolpov tudi v naši občini, in v teh 6 letih smo prehodili kar zanimivo pot, ampak pomembno je, da smo uspeli, kajti z mojega vidika za doseganje zastavljenih ciljev, še posebej tako izpostavljenih, je potrebno imeti idejo, znanje, pogum in tudi vztrajnost. Investicija je bila vredna 5 milijonov evrov. Seveda se je spreminjala od idejne zasnove, potem preko javnega natečaja in do samega zaključka izgradnje. 2 milijona smo uspeli dobiti od Ministrstva za gospodarstvo, preostanek pa smo zagotovili v občinskem proračunu v večjih letih s pomočjo 30 donatorjev. V pritličju obiskovalci vstopijo v panoramsko dvigalo, ki sprejme do 21 oseb. Za pot do vrha se potrebuje 35 sekund. Med dvigom pa obiskovalci skozi panoramsko okno lahko opazujejo destinacijo. Sestavlja ga steber višine 96 metrov, na tej višini je kavarna, etažo višje na 100 metrih je razgledna etaža panorama in preko stopnic se je možno pospeti tudi na odprt prostor na 104 metrih višine. Najbolj pogumni se odpravijo do samega vrha, na odprto razgledišče ter na Rogaško Slatino in njeno zeleno okolico. Mi smo si zadali cilj v investicijskem programu ali pa željo 60.000 obiskovalcev na letni ravni. Za 7 mesecev letošnjega leta sorazmerno temu 35.000, vendar pa mi smo ta cilj letošnjega leta dosegli že konec avgusta. Do sedaj, torej v malo manj kot pol leta, pa smo dosegli tudi letni cilj 60.000 obiskovalcev, kar je številka nad vsemi pričakovanji. Na naše veselje je tudi precej že vnaprej najavljenih skupin. Za primer, samo v mesecu oktobru je že bilo
naprej najavljenih 66 avtobusov, nekaj jih je prišlo še dodatno, za december pa se obeta še veliko več obiska in se tega veselimo. Obiskovalci lahko doživijo zgodovino na popolnoma nov način in odkrijejo, kako je Rogaška Slatina skozi stoletja postala ena izmed vodilnih zdraviliških destinacij. Let s Pegazom je več kot le ogled, je interaktivna izkušnja. Trenutno imamo dve nekoliko bolj atraktivni vsebini, in sicer v etaži Panorama si je moč nadeti VR očala, ker nas krilati konj Pegaz skozi 15-minutni film popelje po zgodovini Rogaške Slatine. Pred samim šankom v kavarni pa je steklena odprtina premera 150 cm za predvsem adrenalina željne, in tam pa je seveda možen pogled ne le okrog sebe, ampak tudi navzdol. Mi si želimo, da bi z sredstvi, ki jih bomo pridobili in po odplačilo stroškov, lahko ta sredstva namenili za ostale vsebine v smislu razvoja turizma in turistične destinacije. Eden od večjih projektov je tudi Arena Janina, ki jo želimo zgraditi pod smučiščem. To bi bil prostor za predvsem smučarski klub in še bolj za organizacijo večjih prireditev v organizaciji Javnega zavoda za turizem in kulturo, ki mimogrede upravlja tudi z Stolpom, in pa za potrebe mladinskega centra. Se pa v Rogaški Slatini pripravljajo tudi na veseli december. Mi bomo v petek 29. novembra na Pegazovi ploščadi prižgali tudi lučke po Rogaški Slatini, simbolno tudi na najvišje naravno raščenem CDVS-u, več kot 30 metrov, zraven tudi seveda ustrezni kulinarično-glasbeni program. Ostalo dogajanje pa selimo tokrat za spremembo pred stolp, kjer se nadejamo povečanega obiska. Šlo bo za glasbeno kulinarični animatorski program vsaki vikend po 3 dneh. Bo pa tudi vsaki vikend po en večji koncert, in verjamemo, da bomo s tem omogočili tudi ali pa objekt približali domačinom, tisti, ki prodajajo svoje izdelke, in jih bodo imeli priložnost tudi v tem času pred stolpom. Pripravljate tudi silvestrovanje na prostem? Drži, že kar nekaj let to prakticiramo, in to je neke vrste specifična zgodba za domačine, za druge prebivalce, in se je dobro prijela, in tudi skupaj z prostovoljnim gasilskim društvom Rogaška Slatina pripravljamo silvestrovanje na prostem z seveda glasbenim ansamblom. Letos bo nastopal ansambl Vikend. V pritličju stolpa Kristal je trgovina s spominki, in prav tu je župan občine Rogaška Slatina magister Branko Kidrič sprejel 60 000 obiskovalko iz Ljubljane. Jaz sem prvič v Rogaški Slatini in tole je bilo kar presenečenje zame, ker sem tukaj s prijateljico in sem bila prva kaj narobe bilo s karto, in pol pridem sem cela presenečena, kaj se dogaja, tako da kar presenečena sem. Kako vam je všeč stolp Kristal? Fenomenalen, zelo rada imam višino, že ko sem se peljala do vrha kavarne, sem bila sam tako, wow, pač fenomenalno. Župan navdušeni, Ljubljančanka? No, seveda naprej ne moramo vedeti, kdo bo 60 000 obiskovalec, je pa to izpolnjen letni plan, mi smo ga dosegli v prej kot pol leta, in sem vesel, da smo lahko predali tudi na nek način simbolno darilo ali pa pozornost punci, ki je prišla iz drugih krajev naše države, in verjamem, da bo dober glas ponesla še tudi drugim. Na 1. decembrski dan se v Velenju pričenja program prireditev v sklopu projekta Čarobni december 2024. Skupaj z drugimi javnimi zavodi in nekaterimi društvi ter posamezniki ga pripravlja Festival Velenje. Od 1. do 31. decembra se bo v sklopu Čarobnega decembra v Velenju zvrstilo več kot 130 žanrsko zelo različnih prireditev in drugih dogodkov, so pred začetkom decembra organizatorji povedali na novinarski konferenci v avli male dvorane Doma kulture Velenje. Čarobni december se začne na 1. decembrski dan s prižigom prazničnih luči na Titovem trgu. Tudi glede praznične razsvetljave in okrasitve mesta pa so pripravili nekaj novosti. Poudarek razsvetljave v središču mesta bo na toplih rumenih odtenkih z manjšim pridihom rdečih pa zlatih elementov. Letošnja novost so pa osvetljena drevesa, debla dreves, ki bodo vse od Titovega trga pa prav tako do
podhoda pošte. Na nov način smo zasnovali tudi izgled pred občino, krožišče pod skakalnico in pa oba dva krožišča pri Sončnemu parku. Okrašeni bodo tudi drugi deli mesta. Letos bomo za novoletno razsvetljavo odšteli 70 000 evrov, prav tako smo pa isti strošek namenili lansko leto. Na Cankarjevi ulici smo skupaj z lokalnim florističnim mojstrom Simonom Ogrisku pripravili posebno ponudbo prazničnih venčkov. Ti venčki so lep okrasni element, ki bodo krasile izložbe mestnih deležnikov, lokalov, pa ne samo lokalov in pa trgovin, prav tako tudi nekaterih javnih prostorov javnih zavodov. Tej akciji so pa z velikim veseljem se priključili tudi nekatera večja podjetja v Velenju, tako da mislim, da bo s tem res zaživelo Velenje tudi v tej meri. Prodaja venčkov bo dobrodelna, 40% bodo namenili otrokom iz socialno šibkih družin, kar je le ena od 3 dobrodelnih akcij v času čarobnega decembra v Velenju, ki ga bodo sicer zaznamovale številne prireditve in drugo dogajanje. Zelo veliko bo koncertov za zelo različne okuse in zelo različne generacije. Sicer pa tudi letos največ vsebin namenjamo naši najmlajši publiki. Nadaljujemo tradicionalne projekte, čarobne sobotnice, nedelje na gradu in pa seveda vrsto ustvarjalnih delavnic. Sicer pa lahko rečemo novost Cankarjeva ulica, ki bo zaživela med 1. in pa 30. decembrom in pa že tradicionalna čarobna promenada, ki prinaša 8 res lepih popoldnevov in pa večerov, katerih bomo najprej uživali v otroškem programu, potem pa v programu za odrasle. Na letošnje silvestrovanje smo povabili ansambel Saša Avsenika. Verjamemo, da je to skupina, ki bo privabila množico Velenjčanov in pa tudi obiskovalcev od drugod. Sicer pa smo od 1. do 31. decembra razpredli tako dogodke, ki pobožajo dušo, takšne, ki nas malo poženejo v ples in pa tudi takšne, ki imajo dobrodelno noto. Zdi se nam prav, da je december poleg tega, da je zabaven, tudi dobrodelen in zato je ta nova akcija Dobrodelni medenjak takšna, s katero želimo res povabiti vse, da prispevajo evro ali 2 za dobrodelni namen, le-ta pa bo šel otrokom iz socialno ogroženih družin v naši občini. Otroke bodo razveselili vsi 3 decembrski dobri možje. Torej najprej miklavževanje v starem Velenju, potem pa na medobčinski zvezi pripravljamo velik prihod Dedka Mraza na Velenjski Titov trg, kjer bomo seveda poskrbeli ne le za čarobni prihod, ampak tudi že za prvo druženje in koncert Alje. Potem se bo zvrstilo po vseh krajevnih skupnostih, mestnih četrtih in domovih krajanov v Šaleški dolini 24 prireditev, na katere smo povabili vse otroke v starosti od 3 do 6 let. In prav vsi bodo od Dedka Mraza po ogledu igrice dobili darilo. To omogočajo vse 3 občine. Naj poudarim, da smo eni redkih v Sloveniji, ki to še ohranjamo in smo zato zelo hvaležni. Kajti v darilu je vedno knjiga, pogosto otroku edina njegova lastna knjiga, ki jo je dobil v tistem letu, zato se nam zdi to toliko več vredno. Potem bo Dedek Mraz seveda obiskal vse vrtce, vse šole, tudi podružnice, številne inštitucije in do novega leta bo opravil vsaj 100 obiskov, poslovil se bo na otroškem silvestrovanju, vmes bo zagotovo še kar nekaj božičkov tudi hodilo naokoli, ampak meni se zdi, da vse, kar v tem decembrskem času razveseljuje tako otroke kot družine, zelo veliko šteje. Sploh tam, kjer starši težko kupijo darila, no tudi zato pa bomo poskrbeli na Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, kjer z različnimi organizatorji sodelujemo, da bomo socialno šibkim otrokom različnih starosti dodatno dali še vsaj 250 daril. Med soorganizatorji čarobnega decembra v Velenju je tudi Zavod za turizem Šaleške doline. Kot je bilo že povedano, je letos ena posebna novost, čarobna Cankarjeva ulica, kajti ob koncu vsakih dogodkov vedno naredimo evalvacijo in treba je tudi slišati in poslušati mnenja naših prebivalk in prebivalcev mesta. In lansko leto so prebivalci pogrešali po prižigu luči
lučk, da ni bilo gostinske ponudbe na ulici. Zato smo se na zavodu odločili, da bomo k sodelovanju povabili 2 gostinska ponudnika, ki sta se tudi odzvala, tako da od 1.12. naprej lahko pričakujemo, pa vse tja do 31. Stiskajmo seveda pesti, da bo lepo vreme, da bodo gostinski ponudniki svojo ponudbo tako toplih napitkov, kakor tudi prigrizkov prisotni od 10. oziroma 11. ure vsak dan, pa vse tja do 20. med vikendi pa še tudi nekoliko dlje. Poskrbeli so tudi za tako imenovani ulični praznični program. Teh vsebin bo vse, dokler se ne bo odprla čarobna promenada, nekje 8. Morda bi na tem mestu izpostavila različne pevske zbore, potem razne lokalne glasbenike, ki nas bodo razveseljevali na različnih inštrumentih, in pa v decembru si radi pogledamo kakšen praznični film, ki smo ga že večkrat pogledali, in tako bo tudi na Cankarjevi ulici. Vrteli bomo The Holiday oziroma počitnice film in seveda že danes vabimo vse, ki bi si želeli ta film tudi ogledati. Predvsem pa v času, ko se ne bo teh uličnih vsebin, bo pa, kot je že iz mestnega marketinga Sabina prej povedala, glasba praznična iz zvočnikov. Ampak to je en del nečesa. Potem kot zavod skupaj z krajevno skupnostjo Staro Velenje pripravljamo miklavževanje, potem od 1.12. naprej ali bolj konkretno urejena praznično okrašena čarobna vila Bjanka od 8.12. naprej. Z nami bo lokalni fotograf Aljoša Videtič, ki bo imel prav poseben kotiček namenjen vsem, ki bi želeli imeti praznično fotografijo. 2 koncerta v vili Bjanki, tudi Hrestač, sta sicer že razprodana, se pa obeta še veliko drugih glasbenih poslastic. Vse informacije o čarobnem decembru v Velenju so poleg programske knjižice na voljo tudi v spletni različici. Prav tako bo jutri zaživel interaktivni čarobni koledarček. Čarobni koledarček je lansko leto lepo pritegnil sledilce na spletni strani, obiskalo jih je več kot 8.000 občanov. Ta koledarček pa vabi vsak dan z enim lepim povabilom v mestno središče na dogodek in pa na mestno ponudbo. Mestno ponudbo pa sestavljajo vsi deležniki oziroma nekateri deležniki mesta oziroma ki delajo v mestnem središču. Da bo decembrski program tako pester, je poleg sredstev za praznično razsvetljavo z okoli 170.000 evri poskrbela mestna občina Velenje. Seveda si organizatorji želijo čim večjega obiska vseh prireditev in dogodkov. V decembru namreč dajo čarobnost prav zabave, druženja in dobrodelnost. Na Mislinjski tržnici pred poslovnim centrom Lopan okoliški kmetje vsako drugo soboto dopoldne na stojnicah ponudijo svoje domače izdelke in pridelke. Majhne lokalne tržnice so pomembne predvsem zaradi lokalne samooskrbe. Doma pridelana hrana je bistveno bolj zdrava, njena pridelava pa ima manjši negativen vpliv na okolje. S pridelavo lastne hrane preprečimo uvajanje monokultur, ki uničujejo naravno ravnovesje in se na najboljši možni način zoperstavimo multinacionalkam, ki agresivno prodirajo na evropski trg. Obenem pa takšna tržnica ponuja tudi možnost oskrbe s pridelki, ki imajo najkrajšo pot od vile do krožnika. Tega se žal vsi še ne zavedajo. Ogromno ljudi je postalo, bomo rekel, po domače rečeno, na komot. In zakaj bi iskal kmeta, če pa imam nakupovalni center pred nosom in se potem odloči za, bomo rekel, slabšo kvaliteto, pa gre rajši po liniji najkrajšega odpora in prvi nakupovalni center, ki ga vidi, da ga obišče. Čeprav se pa, kdor pa ve, kaj išče, pa da hoče imeti lokalno pa zdravo, se pa potem potrudi pa pride do kmeta. Čeprav in tudi take tržnice so ravno ta priložnost, da tudi se pred trgovino tudi približamo tem, ki iščejo linije najkrajšega odpora, da imajo možnost, da se potem tukaj vidijo nekaj domačega in potem na ta način tudi začnemo spreminjati miselnost glede tega, da le kupujemo domače.
Na tržnici je bil na voljo tako imenovani sadni sir. Kot nam je povedala Lucija Slemenšek, gre za produkt, ki so ga poznale že naše babice. Včasih so naše babice, predvsem iz kutin in tudi jabolk, delale dobrote, take kockice, veliko sladkorja in je bil to tak sladki prigrizek predvsem za pozimje, ko ni bilo nekaj na voljo. Ker imamo mi pač ekološke maline, robide in te jagodičevje, smo se odločili, da bomo probali to tradicijo prenesti malo bolj moderno, kar pomeni malo manj sladkorja oziroma skoraj nič, in potem te maline ali robide ali sibirske borovnice naredimo maso, jo damo sušiti nekje za 2 do 3 tedne, odvisno pač od samega sadja, in potem, ko je to suho, narežemo na kocke in je to tak posladek, dobrota, energijska tablica, nekaj dobrega pa zdravega. Bistvena razlika pri nas je ta, da mi našo zelenjavo vsejemo in jo skrbno gojimo brez umetnih dodatkov, se pravi brez umetnih gnojil, brez škropljenja, brez FFS separacij in tako naprej. Tako da dejansko kar zraste je to. Ni forsirano, zraste naravno, ko zraste. Zdaj, ali ustreza vsem kriterijem, pravilom, a je korenček lepo oblikovan ali ni, ampak naše stranke to vejo in ker isti korenček oziroma enak korenček z vrste utrgam zase in ga ponudim tudi stranki in zato naše stranke so vesele, da lahko jejo domačo zelenjavo. Ob sadnem siru je bilo moč na stojnicah opaziti še eno posebnost – divje šparglje. Tukaj imam danes predstavitev tehnologije pridelave divjih špargljev, ker sodelujem v enem projektu z Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica, kjer smo imeli poskuse z sadikami divjih špargljev in danes sem jih prinesel zato, da tudi tukaj Meslinčanom pokažem, da se da tudi v Meslinski dolini čudovito pridelovati divji špargelj. Čeprav mislimo, da je divji špargelj en tak tabu in da bo raste samo na Krasu pa na Obali, ampak ne. Divji špargelj raste pravzaprav po celi Sloveniji. Se ga da gojiti. Divji špargelj je recimo v primerjavi z klasičnim špargljem, kot ga mi poznamo, bolj okusen. Sicer je manjši pridelek, ampak njegova življenjska doba v primerjavi z klasičnim špargljem je 3-krat daljša. Se pravi, če mi nasadimo klasični špargelj, njegova življenjska doba nekje 10 let, medtem ko divji špargelj raste nekje 30 let. Res pa je, da je pridelek manjši, ampak so pa zato bolj okusen in tudi zelo cenjen. Na tržnici smo lahko slišali tudi, da bi morali mesa jesti nekoliko manj in več zelenjave. Sam se dosti tudi poslužujem uporabe divje zelenjave, se pravi vsega, kar raste okrog nas in marsikaj ne poznamo. In tudi sam stremim k temu, da ljudi naučim, da imamo v naravi kupene divje zelenjave, s katero si lahko mi obogatimo jedilnik. Tudi marsikateri plevel, ko ga na vrtu spulimo, je lahko za pojesti, ne da ga vržemo na kompost. In na ta način dobimo še več mineralov v svoje telo. Povejmo še to, da so med ljudmi vedno bolj priljubljeni naravni jabolčni in drugi krhlji, hranljiv prigrizek, ki je dober nadomestek sladkarij. Adventna pravljica na dvorcu Gutenpichl Ravne pri Šoštanju je odprta še do 1. decembra. Vodilo letošnje razstave je trajnost. Tokratna adventna pravljica, ki je na ogled že od 15. novembra, je izjemna in zagotovo vredna ogleda. Ja, vsako leto je pred nami nov izziv. Kaj pripraviti, da obiskovalcev ne razočaramo zaradi tega, ker naši obiskovalci so tudi zahtevni in takoj opazijo, če se kje stvari ponovijo. Tokrat je rdeča nit trajnost v dekorju, v prazničnih dekorjih soban in pa sama kot arhitektka rada opozarjam na trajnost v gradnji, v sami stavbni dediščini. Namreč potrebno se je zavedati in spoznati, da so naši predniki, graditelji, znali graditi iz naravnih materialov, les, kamen, opeka in zagotovo sem prepričana, da dvorec s svojimi debelimi zidovi ne potrebuje umetnega fasadnega ovoja in tukaj bi rada dala en velik poudarek, da v bistvu je stavba zdrava,
je primerna za bivanje človeka. Letošnja razstava združuje naravo, umetnost in trajnostne pristope. Zgodba povezuje zgodovino, ustvarjalnost in toplino medsebojnega sodelovanja. V razstavi samo naravni materiali, k temu spodbujamo tudi naše ustvarjalce, ki ustvarjajo iz lesa, tkanine, se pravi tudi čebelarja imamo, naravni med in pa sveče iz čebeljega voska. Tako da ta trajnost, naravni materiali in meni je prav všeč to, ko Simon zna poudariti, da niti enkrat niso uporabili silikonske pištole. Avtor razstave je Simon Ogrizek. Navdih črpa iz narave, arhitekture, umetnosti in kultur, ki jih spoznava na svojih potovanjih. Organizatorji pa so tudi tokrat k sodelovanju povabili lokalne ponudnike dobrot. Poleg vse bleščavosti v dvorcu delamo tudi na večjih čutilih razstavo in seveda mora v dvorcu zadišati po prazničnih dišavah, po zakuhanem vinčku, po cimetu in prav to noto prinesejo naši lokalni ustvarjalci, umetniki in podjetniki, ki se predstavljajo v sobanah dvorca. So izbrani glede na ponudbo in glede na to, na tematiko adventne razstave. Potem pa imamo na dvorcu tako kot vsako leto v vsaki sobani svojo zgodbo. Kot že vsi vemo, da je to krasil Simon Ogrizek s svojim res krasnim čutom za estetiko. Po sobanah pa imamo tudi lokalne proizvajalce, ki se predstavljajo vsak s svojimi izdelki. Adventni čas je obdobje ljubezni, miru in dobrote, čas vrednot, ki povezujejo in krepijo skupnost, ne samo v prazničnih dneh, temveč skozi vse leto. Prav zato prihajajo na ogled adventne pravljice številni obiskovalci od blizu in daleč. Smo skupina Oljka, prihajamo iz Pozele, to je medgeneracijski center in smo se pač odločili danes, da bi šle malo pogledati v tale dvorec, Gutenpichel. Tukaj je res lepo, pravo božično novoletno vzdušje je že, lučke, učke se napasejo. Mislim, da je zelo lepo, da je žal lahko vsakim tistim, ko ne pride se to ogledati. Jaz sem že tu bila pred enim tednom, ko se je odprl, no da sem ta drugič iz skupino, imamo eno skupino Oljka iz Pozele in zdaj smo se zmenili, da to vse si ogledamo in tako smo si prišli ogledati. Všeč so mi aranžmaji, ki so enkratni, drugače pa vse mi je všeč, kar pogledam, zato sem prišel še enkrat pogledati. Občutki so čudoviti na ta dvorec. Pred leti sem enkrat bila, ampak to je bilo v drug namen, zdaj pa čudovito, krasna ponudba, prijazni ljudje in res vse v lučkah in da ti res da že ta občutek božiča in vsega lepega. Videl sem več različnih eksponentov, videl sem več oblek, všeč mi je bilo, kako so se včasih oblačili. Tudi bilo mi všeč, kako so prinesli von v te sobe za boljše primerjanje. Čudovit prostor dvorca Gutenpichel je postal kraj druženja in povezovanja ljudi. S tem prispevkom, gledalke in gledalci, zaključujemo torkov VTV magazin. Lepo se imejte in srečno do sobote.